V občini Sevnica bodo leta 2023 zaznamovali nekateri veliki projekti in veliko število manjših projektov oziroma priprav na projekte za prihodnja leta. Zagotovo je največji projekt novogradnja osnovne šole Ana Gale, 4-milijonski projekt, ki je že v izvajanju in se bo v letu 2023 praktično zaključil oziroma ob koncu leta. To je osnovna šola s posebnimi potrebami, ki je zelo pomembna za naše okolje, kajti dosedanja osnovna šola v stari meščanski vili ni izpolnjevala sodobnih potreb, kakršne so pričakovane v takem objektu. Dograditev osnovne šole na Blanci, dobra 2 milijona in 300 tisoč evrov vreden projekt, bo izpolnjeval potrebe naših najmlajših predšolskega varstva na Blanci, kajti ta osnovna šola je v preteklih letih sprejela pod svojo streho 4 oddelke vrtca in prostorska stiska je bila tako huda, da je to res nujna dograditev, ki bo dokončana do sredine letošnjega leta. Nadaljujeta se še 2 projekta z področja komunalne infrastrukture, hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov in gradnja kanalizacijskih sistemov v Sevnici, hidravlične izboljšave po območju celotne občine. Vzporedno pa želimo nekako pridobiti tudi nov dodaten vodni vir, kajti varnost vodooskrbe je za nas izrednega pomena in nekako stalna skrb za varnost vodooskrbe je prioriteta, zato tudi nova vrtina, dodatna vrtina za varnost vodooskrbe. Cestno področje je razdeljeno na več področji. Eno je skrb za državne ceste, kjer se občina mora intenzivno vključevati za razvoj državne cestne mreže, kajti ta državna cestna mreža zelo vpliva na življenje v občini, kot tudi na gospodarski razvoj, in lokalna cestna mreža, ki pa pomeni dostopnost do mesta, do mestnih središč. Na državni cestni mreži teče gradnja rondoja v Šmarju, ki je nadaljevanje projekta Nadvoz, ki ga je realizirala občina v preteklem letu, projektiranja podvoza v Boštanju, odkupi zemljišč za most na Logu, priprava projektne dokumentacije za nadvoz na Blanci. Pričakujemo obnove državnih cest na relaciji Sevnica-Trebnje. To je za nas izredno pomembna cesta. Ta trenutek pa že teče prenova ceste iz Brega proti Lisci, kar je ravno tako izredno pozitivno. Delali bomo na projektni dokumentaciji skupaj z Direkcijo za ceste, tudi za cesto v Loki, Loka Račica-Breg, in da to cesto posodobimo. Zagotovo gre za eno najslabših cest na državnem cestnem omrežju daleč naokoli. V okviru Regionalne razvojne agencije pristopamo in nadaljujemo pripravo projektne dokumentacije za projekt Sava-Bike, za kolesarske povezave ob Savi. Občina Sevnica bo pa pripravila projektno dokumentacijo za kolesarsko povezavo, kvalitetno kolesarsko povezavo med Boštanjem in Sevnico, kajti na tej relaciji je zagotovo največ kolesarjev in tu je najbolj nujna varna kolesarska povezava, ki bo koristila vsem občanom. Na segmentu gradnje stanovanjskih objektov pa se občina izredno vključuje v pripravo dokumentacije za gradnjo doma za starejše na Hrastih, kjer smo v preteklem letu pripravili projektno dokumentacijo, prostorsko projektno dokumentacijo. V letu 2023 pa bomo pripravili projektno dokumentacijo za komunalno opremljanje tega območja. Želja in potreba je, da nekako ministrstvo skupaj z domom starejših Impolca začne z gradnjo novega doma na Hrastih in da omogočimo potencialnim investitorjem tudi gradnjo varovanih stanovanj na tem območju, tako kot je predvideno. Regije želimo za svoje občane zagotavljati kvalitetno bivanjsko okolje.
Regija Posavje ima nekatere prednosti, smo energetska regija, hkrati pa smo tudi zelo povezana regija. 6 občin je primeren okvir za dobro sodelovanje, tudi nekako vsaj 3 velike občine, ki obvladujemo veliko površino, imamo investicijski potencial in lahko odgovarjamo na razvojne izzive, ki presegajo tudi občinske okvirje. Občine vse bolj posegamo tudi na področje državnih pristojnosti. Projektiramo državno cestno mrežo v veliko primerih, projektiramo ureditve vodotokov, naprimer v Sevnici poplavna varnost Sevnične. Sodelujemo pri zagotavljanju varstva starejših, gre za državno pristojnost, ustanovitelj teh domov je Republika Slovenija. In še na marsikaterem drugem področju občine lahko sodelujemo in moramo sodelovati, če želimo hiter razvoj tudi na področjih, kjer je pristojna država. To je naša prednost, to vključevanje nam daje možnost, da sledimo potrebnemu razvoju, kljub temu, da smo nekoliko odmaknjeni od središča Slovenije, da smo v vzhodnem delu, verjamem pa, da bomo pri razvoju uspešni in po nekaterih statističnih podatkih je Posavska regija najbolj zmanjšala razvojni razkorak v preteklem obdobju. Tega pa sem vesel.